želimo dobro jutro. Dobro jutro. In evo, kot sem rekel, včasih pade as na 10 in jaz imam taki, oziroma sem organiziral en taki moment danes zjutraj. Kolikokrat sta me spraševala, jaz bi one rolete, toto senčila, jaz ne vem, kako bi toto pergolo. Pa kar priznajta zdaj. Ja, če pa imaš ti edini zunanje žaluzije, te. Priznaj, ne zdaj debatirati. Priznam, zato sem te tudi tebe spraševala, ker imaš edini tukaj izkušnje s tem. In tudi praktično nič pojma. In jaz sem izkoristil priložnost, ker se v Mariboru v Integrini bajti na Ptujski odpira nov salon Dekor senčila. Pa si rekel, zakaj ne bi strokovnjaka povabili ob tej priložnosti, pa da razloži gospod Igor Marinč. Dobro jutro. Lep pozdrav vsem. Jaz se že vnaprej opravičujem, ampak okay, moramo vedeti, zdaj Dekor senčila prihaja sicer iz Cankarjevega kraja, ampak zdaj v Maribor, ne iz Vrhnike, je tak? Točno tako, drži. Ker seveda je Slovenija mala, ampak malo prevelika, da bi se po kvalitetna senčila vozil v Vrhniko, ne? Imamo zdaj tu v Mariboru. In štartajta, no, kar povejta. Ok, lahko jaz začnem? Ja, kar, daj. Mogoče malo za J, kot se reče, ne? Pred 2 ali pa 3 leti smo naredili na novo fasado in jaz takrat nisem razmišljal, da bi imel pa mogoče tudi zunanje rolete oziroma žaluzije. A sem fejst za J, ali se da to zrihtati, kako bo to izgledalo? Po domače si fejst za J, ampak za vsako stvar se najde rešitev. Ne? Tako da tudi v bistvu v primeru, če je v bistvu fasada že zaključena, se brez večjih težav lahko namestijo tako zunanja, kot tudi mogoče notranja senčila. Zunanje žaluzije se lahko tudi nadometno zmontirajo, tako da se boste lahko skril pred sosedi. No, ne, ravno to, ker všeč mi je. Imaš kaj za skrivati? Ne, jaz imam rad svojo zasebnost v večerih, ko neko padem, kakorkoli. Ker jaz imam te panele, vse to so panelne žaluzije, ne? To so zunanje žaluzije. To so malo večje. To so tiste lepe antracit-sive, ne? Ja, to mislim. To so full fajn zapucati, ne? Ampak to je verjetno eno drugo vprašanje za drugo temo. Igor, jaz bi vprašal, čem se recimo s takimi in podobnimi težavami, katere so najpogostejše, se stranke obrnejo najpogosteje na vas pri Dekor senčilih? Ja, senčilo ima že samo po sebi v imenu senca, ne? Ja. Se pravi, v osnovi se senči, ne? Ampak senčila nudijo veliko več kot to, ne? Senčimo lahko, se pravi, tudi terase, ne? Kjer lahko preživljamo lepe popoldneve s prijatelji, z družbo, ne? Senčimo lahko v bistvu prostore, delamo intimo in tako naprej. Ne? Ja, no, intima, to meni. Terase. To je recimo ena taka stvar, ne bi zdaj jaz poznam enega sodelavca, ki ima teraso in se že leta pač ubada s tem, kako bi to rešil, se pravi vi pri Dekor senčilih. Ne, pač zdaj dejansko dobimo pri vas kompletno rešitev, ne? Obiščemo vas v novem salonu, ki se odpira jutri na Ptujski in potem? Tako, treba vedeti, da imamo podjetje 30 let izkušnje. Okay. Imamo lasten razvoj in v bistvu se trudimo, da v bistvu tudi celoten projekt, se pravi od ponudbe do zaključka montaže naredimo z lastnimi zaposlenimi. Pri nas boste pa seveda lahko dobil celotno rešitev. Se pravi, kot ste rekel, za doma pridemo, pomerimo dimenzije, vam naredimo v bistvu predračun lahko tudi za bioklimatsko pergolo. Bioklimatsko pergolo? Pardon, to sem prebral, kaj je to zdaj modna muha, ker vemo, vsake dolgo časa je nekaj moderno, pol pa čez par let si gledajo, pa kaj sem te bil tak nor, kaj sem šel to delati, ali je to res ena taka učinkovita zgodba, kaj sploh je bioklimatska pergola? Ja, gre za resnično učinkovit način v bistvu prvič senčenja, drugič pa udobje bivanja pod pergolo. Ker ko smo lamele odpremo pod kotom, nam v bistvu tisti vroč zrak izpod pergole lepo uhaja skozi lamele ven in nam dovaja v bistvu svež zrak. Tako da se v bistvu spodje res odlično počuti. Torej ni občutka, kot da si v terariju, ne? Ni. Poleti. Ja, ali pa ti ne. Ali pa ko imaš, pač, ko se nekdo odloči za neko streho, ne bom rekel kako, pol se pa se greva, pa to poka, pa ruži, pa po noči, pa fino. Pa verjetno tudi vse električno gre, ne? Na tipke. Moraš kurblat.
To je vse vodeno elektronsko, se pravi, imate senzor za dež, tako da vam tudi iz ležalnika ne bo potrebno, če bo dež začel padati, Še samo. se vam Se sama samo zapre. Ja. Vi samo, ja. Da se šlako pred prijatelji pa sosedi pohvališ. Ne, ko uživata opjedači in pijači, pa deževalo bo. Ne, Sedi, kam divjaš, imamo mi, bo to samo naredili. Nedelja pa piknik. Meni so z dekora naredili senčila, pa to samo dela. O vseh vprašanjih povezanih s senčili z gospodom Marinčem iz Dekor senčil, takoj potem. Danes govorimo o senčilih vseh vrst. Z nami je gospod Igor Marinč iz Dekor senčil, ki jutri ob 11. na Ptujski v Integrini stavbi odpira salon v Mariboru. In jaz bi eno samo prijavo naredil, gospod Marinč. Lahko. Ker imam doma zunanje žaluzije, ki jih perem z kerherjem, ne? In potem, ko jih operem, pač sva hitro letim, ko žena vidi, kakšne so okne spodaj. Ja. Ampak verjetno je vse, kar sem povedal, je kar narobe, ne? Ni? Je. Pranje z kerherjem, oziroma s temi visokotlačnimi čistilci, je izredno nevarno za zunanje žaluzije. Aha, ok. Niso odporne na toliko velik pritisk, koliko ga lahko ta stroj ustvari, in posledično pride do krivljenja lamel, izpadanja zatičev in lahko resno poškodujete v bistvu. Enkrat sem celo se mi zdi, da obrnil okoli, Joj, pa samo sem dajte. potem nekako mi je ratalo podservisirati. Ampak je pa, kolikor razumem, zdaj v vzponu tudi so ti screen roloji, tudi na oknih. Bravo, odlično opazujete. Res je. Prihaja trend v bistvu screen rolojev, ki v določenem procentu že nadomeščajo zunanje žaluzije. Gre v bistvu za estetsko izredno lepa senčila, tudi funkcionalna, vetrno izreden obstojna. No, to me zanima, ko ste rekli vetrno obstojna, recimo, če imaš screen rolo zunaj pri nadstrešku, pa je razdalja malo večja. Tako. Zdaj, prva misel je, da je to vse skupaj tako vigl-vagl, ne? Screen rolo je tudi bočno vpet. Aha, ok. Tako da v bistvu pri večjih razponih je tako. Strankam svetujemo oziroma jim integriramo na objekt tudi vetrni senzor. Da ukolikor se zgodi, da veter preseže nekje 75-80 km/h, da se v bistvu screen rolo sam pospravi v kaseto in ste vi varni. To je za mene, ko pozabim, tako recimo danes zjutraj ključe, ne? Sem že dobil SMS, tako bi lahko recimo tudi to pozabil. Rabiš vse na tak sistem, ja. Jaz to rabim. Naj pamet dela sama, ne? Ja, zato pa je. Zato smo si pa jo zmislili, da ne rabimo mi misliti. Drugače pa, gospod Marinč, recimo, katera so najpogostejša vprašanja, s katerimi se pri Dekor senčilih srečujete oziroma pri novogradnjah? Na kaj treba paziti oziroma kakšne so te predpriprave in to, kar je treba? Ja, pri novogradnjah se pogosto dogaja pač nek trend je v bistvu, da stranka, ko kupi okna, v bistvu že skupaj z okni kupi tudi senčila. Je zelo elegantno, se pravi, nima opravka še z enim podjetnikom, obrtnikom na objektu. Ja. Je pa zelo pogosto, da so v bistvu da svetovanje pri nakupu teh senčil ni dovolj dobro in se potem v bistvu delajo neke nadgradne popravki kasneje. Ne? Zato jaz vedno svetujem, dajte delati ločeno, kupite okna, pa se pri senčilarju pozanimajte za investicijo v senčila, ker edin on vam bo znal svetovati, kako integrirati senčila, kakšna senčila so prava in kako predpripravo narediti za komarnike oziroma že v osnovi, da tudi komarnike mogo. Ja. To Ker poznam enega sodelavca, ki je naknadno delal komarnike in je pač se tako zmenil, da je celo sam zmeral in v eno okno not ni šel. Pa ne bi kazali zdaj. Imam dva sodelavca, taka. Pa daj neha. Imate vi dva sploh? Ja, kaj? Gospod Marinč, torej verjetno. jutri ob 11. odpirate svoj nov salon na Ptujski v Integrini stavbi, torej bo že delalo, ni zdaj ob 11. najprej čaga, pa... Ne, ni čaga. Lahko že delamo. Salon stoji od 11. naprej, delamo, vsak dobi tudi kozarček, ko pride, nekaj za prigrizent, nekaj tudi popusta otvoritvenega, tako da res Celo? kljub slabemu vremenu vabim vse na
prvi dan. Okay. In morda še za konec eno vprašanje, če bi morali dati en strokovni nasvet poslušalcem, kaj naj obvezno preverijo pred nakupom senčil? Predvsem kompetence, se pravi, naj si preberejo o tem strokovnjaku, s katerim želijo iti v posel, neke reference na internetu, ker v bistvu senčila kupujemo za 15-20 let, Zagotovo, naj bojo dobra in ne najcenejša. Tako, ker poceni kupiš dvakrat. Vzeto na znanje. Vzeto na znanje. Pa če pridejo s svojimi merami, verjetno pol vi prijete, še pol pa enkrat zmerite. Vedno pridemo k stranki. Dobro, tu sem tudi jaz tak, ne. Gospod Marinč, najlepša hvala, da ste si vzeli čas danes. Jaz se opravičujem, da smo napadli, ampak Je priložnost, je bila se več mislim priložnosti izkoristiti. Ne? Smo izkoristili, jutri ob 11. torej odprete nov salon, veliko uspeha, želimo kompetence in znanje. Seveda, da imate, ki če 30 let nekaj delaš, pol očitno nekaj delaš prav, ne? Ali pa dosti tega. Hvala tudi vam, no pa vse dobro vam želim še vnaprej, res ste radio v sponu, tako da svaka čast. Najlepša hvala.